Kako ne rada te čez vikend puščam samega? Ne skrbi. Z mano je vse v redu. Sem ti povedal. Tak brezkupen primerek si kada moram skrbeti sam zase. Toliko hrane si pustila v hladilniku, da bi z njo lahko nakrmil cel bataljon. Samo zamrznjeni kaneloni so pa take reči. Kaneloni so super. Vem, ampak... Pohiti zdaj. Več kot 1 uro boš vozila in viš, kakšno paniko zažene tvoja mama, če kdo zamudi eno samo minuto. Si prepričan, da ne moreš z mano? Dosti bolj srečna bo, če bo sama s teboj. Jaz pa lahko čez vikend kaj postorim. Spravi se že! No, potem pa pojdi gor po moj kovček. Medtem bom pa jaz še enkrat povedala, če imaš vse, kar rabiš. Kanelone bom že kako odmrznil. Bom jaz hodil. Pojdi že. No. Čau. Halo? Kakšna agencija? Bon appetit? Kdo ste? Nocoj, nič ne vem. Ja, to sem jaz. Že vem, moj mož. Zdaj ga že odhajam. Suzette. Prav, rekla mu bom. Lepa hvala. Kdo je bil? Bon appetit. Agencija za gostinske usluge. Tako. Ime je Suzette. Suzette? In za nocoj je že vse poskrbljeno? Mogoče ti lahko razložim. Mogoče bi lahko. Pravzaprav in na vse zadnje, niti ne bom čisto sam. A res? Ne. In kdo je ta? Ta? Ja! To je ena zelo fejst punca. Ljubica, da ne boš mislila. Včeraj poklical Robert. Robert? Pravkar se je vrnil iz Hongkonga. Malo je zgubljen, pa je vprašal, kaj počneva čez vikend, pa sem... Kateri Robert? Robert! Moj najboljši prijatelj, Robert. Najljubši Robert. Robert pride sem? Ja, nocoj, nisem ti omenil, ker sem vedel, da bi te skrbelo. Robert pa prišel, ti pa niti črhneš ne. Šele včeraj je poklical in nisem hotel, da bi spreminjala načrte, draga moja. Se bova že znašla sama. Bo ostal čez vikend? No, nocoj in jutri. Zato sem najel agencijo. Kdaj se ga lahko malo nažgeva, se pogovoriva o starih časih, pa saj veš. Kdaj pride? Kmalu. Z vlakom iz Pariza. Me bo poklical z postaje. Tako? Ne smeš spreminjati načrta, draga moja. Poskrbi, da bo imela tvoja mama en lep vikend in da bo za nekaj časa potolažena. Mi dva z Roberjem, pa bova preživela en lep sanjski večer. Vse je že zmenjeno. Se mi zdi, ja? Pohiteti moraš. Skrbelo jo bo. Jaz bom... Zapeljal ti bom avto iz garaže. Joj! Halo? Robert? Robert, kje pa si? Na postaji? Robert, pravkar mi je povedal, da prihajaš. Jaz pa ta hip odhajam k mami. Ja, dogovorjeni smo, da pridem čez vikend. Nisem vedela, da prideš, ljubi moj. Ta hip sem zvedela. Zakaj nisi poklical? O, moj Bog, angel moj, ne vem, kaj naj naredim. Kako dolgo ostaneš? Prepusti to meni. Skušala si bom nekaj zmisliti. Tudi jaz te ljubim, ne, draži moj. Halo, mama, jaz sem. Ne, vem, da še nisem šla, mama, ampak veš, ne počutim se najboljše. Ne, zdi se mi, da je en kos gripe.
Ja, tako sem se veselila, draga moja, ampak zdi se mi, da ne bom zmogla. Res. Žal mi je, če sem te razočarala, ampak obljubim, da pridem naslednji konec. Čau, mama. Avto je zunaj, ljubica. Jaz bom... Mama je klicala. Mama? Čilico je dobila. Ja, ne počuti se dobro, pa sem preložila na drug teden. Drug teden? Ja, a ni prima. Ampak kaj se zadnje bom lahko videla, Robert? Ampak ti ne moreš, mi ne moremo. Je že v redu, ljubiček. Ne bom se vmešavala v vajne samske pogovore. Ne, moraš poskrbeti zanjo, za staro gospod z gripo pa. Aha, ena vrata naprej ima sosedo, ki bo popazila nanjo. Pravzaprav mi je prepovedala, da pride. Ampak... Je že v redu, ljubiček. Zdaj bom lahko poskrbela za vaju oba. Krasno se bomo imeli. Samo še agencijo pokličem in jim povem, da imamo enega več. Ne jih klicati. Vedeti morajo, da smo po novem trije. Saj že vejo. Hoče reči, rekel sem jim, da bomo hrano priskrbeli sami, tako da ni važno, koliko nas je, a ne? Boš Roberta futral z zamrznjenimi kaneloni? Ne, kje pa? Tu sem skočil do vasi in nabaviti kaj posebnega, pa... Lepo, to lahko storiva zdaj. Ne! Ja! Kaj je narobe? Nič, presrečen sem, samo... Bi še česa nisi povedal? Ne, kje pa? Prilagoditi se moram samo novemu načrtu, to je vse. No, se pa odnesi kovček nazaj dol. Jaz pa med tem punci pripravim kuhinjo. Ja, a res? Pa si prepričana, da te mama ne bo pogrešala? Popolnoma. Tista! Prosim! Viva! Mimo grede, malo prej poklica Robert. Je še na poti. Tista! Jacqueline! Hvala Bogu, še si tu. Nisi le, ki bi me odvlekla stran od tebe. Deki! Kje Bera? Zgoraj, Kje je tvoja mama? v posteli, z gripo. Kje boš pa nocoj ti? V posteli, s tabo. Moja svetnica. Jacqueline! Kam naj dam zdaj to? Tu je novo. Pa saj te je on povabil, ne jaz. Pazit morava. Si bom že nekaj zmislila. Kako sem vesela, odkar sem zvedela, da prideš. Bila si edini razlog za to. Prihaja. Komu? Še enkrat. Živjo! Prišel si! Dobro. Kako si kaj? Super! Kako je v Hongkongu? Super. Wow! Made in Hong Kong. Kako lepo, da vaju vidim. Oba. Hvala lepa, da ste me tako nepričakovano povabila. Ko te pa tako malo vidiva. Tako veliko premalo. No, to je pa lepo. Ljubka hiša,
Se res, ti je še nisi videl. Res ne? Majhna, idealna za vikend. Manj po 2 uri iz Pariza. Vse to je Jacqueline poštimala. Zelo okusno. O, ima oko. Lepo oko. No, ljubica, si se že odločila? Kot vidiš, lahko spi v tej sobi, ali pa v tej. No, pa ne bo tale. Si prepričan, to je... Ja, tale bo kar v redu. No prav, to je štala. Kaj? Ja, veš, to je bila kmetija, preden smo jo spremenili v vikend. Tole je bil skrb. Mi dva sva zgoraj na podstrešju, ker tlačiva slamo. Kuhinja je stara siradna, zraven je jedilnica v kurniku. Druga soba za goste je pa svinja. Me veseli, da nisi z Bautiste. Ne, je ta že lepša. Krasno, veliko posteljo ima. Lepo. Da se mi po noči ne zakleneš. Kaj? Mislim, bil bi še čas, da nekaj ukreneš v zvezi s hrano. Pa res. Kakšen načrt je bil glede večera? Jaz? Ja, kakšen načrt si imel? Jaz sploh nisem imel načrta. Nisi ga imel? Je tista punca Suzette dobra kuharca? Ima naziv spletna kuharca. Cordon bleu pa je. No, saj veš, kako ima Robert rad male posladke v življenju. Zdaj pa lahko greš z menoj. Zakaj? Da boš plačal račun. Ampak... In da boš nesel vrečke. O, Bog! O, ti hudič! Za štalo? Zelo lepo, to že moram reči. O, Robert! Stari, pomagati mi moraš. Kaj pa je narobe? Najprej en drink. Vodko? Ja, prosim. Kako dolgo se že poznava, Robert? 10 let? Bože. Ne vidiva se zadosti. Ne, pa se res ne. Ampak zato nisva nič manj prijatelja, a ne? Ne, prav res. Zato veva, da se v krizi lahko zaneseva drug na drugega, a ne? Gotovo. Kakšni krizi? Dobro se vzeli, Robert. Zakaj pa? Nekaj je, česar še ne veš o tem vikendu. Česa? Jacqueline ne bi smela biti tukaj. Vem, morala bi biti pri svojim... O ne, tega nisem vedel, ne. Namerava da oditi k mami in ostati pri njej, čisto proti njeni volji. Ja, Jacqueline. Ne, mamini. Ja, zakaj pa? Zato, ker ne mara, da sem sam. Ja, Ampak nekaj je, česar ni vedela. Česa? Da jaz ne bi bil sam. Veš zakaj? Ja, ker bi prišel jaz. Ne. No ja, to že. Ampak še ne pozneje. In sploh ne bi motil, ker bi mi s tem pripravil dober alibi. Alibi? Ja. Zakaj pa? Da ne bi bil sam. Rečem mi tole malo bolj razsvetljiv. Robert. Pred časom sem spoznal eno punco. Ma ne. Model, da dol padeš. Ma ne. Ne glej tako debelo. Ne, samo to je... Zadela me je do amena. Ma ne. In jaz s njo prav tako. Ma ne. Pa ne ponavljaj tega, ma ne. Prosti. Veš, tice o tem, da bi morala biti Jacqueline čez vikend proč. Medtem, ko bi bila Suzanne, to je ta punca, tukaj. Ja, tukaj. Ja, rojstni dan ima, vse je bilo le pripravljeno za eno majhno slavje. Pa je ta kura staknila.
tašča, Jacquelinina mama. Ja. Zato je zdaj tukaj, ker ni mogla oditi k njej in ne je položila v to. Kaj? Robert! Sem pride. Je že na poti, morala bi biti v istem vlaku kot ti. Ma ne. Ma ja! Razumem. Ti je nisi, ne? Kaj nisem? Videl. Ne, saj niti ne poznam. O, bi že vedel, katera je. Če bi jo videl. Si mi odpadla, ne? Ja. Zato bi rad, da mi pomagaš. Da jaz pomagam. Ja. Kako ne ti pomagam? Hočem, da rečeš, da je tvoja. Moja kaj? Moja ljubica. Moja? Ja. Ne. 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 To je edina možnost, da se zmažem. Ne morem. Ne, sploh ne bi delovalo. Zakaj ne? Ja, niti videl je še nisem. Niti je nočem videti. Pa tudi, če bi jo, bi se ne mogel kaj tako spredlacnil. Mislim, kaj pa Jacqueline rekla? Kaj pa naj bi ona bila? Jacqueline moja... Hočem reči, ona je... Zrel mož si. Vsem pravico imaš, da imaš punco. Ampak ona vera nima punce. Nikoli ni... Imaš svoje osebno življenje. To je moja stvar. Natančno tako, to je tvoja stvar. Kdo pa bi zvedel? Če jaz bi zvedel. Jacqueline bi zvedela. Njena mama bi zvedela. Tega ne morem. Ti ne moraš, Robert. Moj zakon je odvisno od tega. Halo? O, Suzan! Ljubica, kje si? Še zbiraj na postaji? Vem. Žal mi je, da nisem prišel, angelček moj. Ampak nekaj nerodnega je prišlo vmes. Ja, Jacqueline je še zbiraj tukaj. Ja, morala je odpovedati obisk pri mami. Ne skrbi, niti treba nazaj. Nekaj sem si zmislil. Ja, vse je urejeno. Ne, ni. Se spomniš mojega prijatelja Roberja, o katerem sem pripravil? Ne, se ne. Pristal je na to, da se bo delal, da si njegova punca. Ne, ni pristal. Hajš! Ja, ljubica. Vse je v redu. Samo vzemi taksi in pridi sem. Vse, kar boš morala potem, je to, ja, da se boš pretvarjala, da si Roberjeva ljubica. In Jacqueline ne bo niti posumila. Ne! Ja! Ne! Ja! Šubidi, dubidi, da! Tako, to smo redili. Jaz sem proti. Jaz sem absolutno kategorično in izrazito proti. Zakaj? Ja, pretvarjati se cel vikend, da sva ljubimca, ko sva prej še videla nisva. Jacqueline naj bo v trenutku spregledala. Zakaj? Prvič, tako da nisva prišla skupaj. Zamudila je v vlaku, je šele naslednjega. Drugič, kako da v njej ničesa ne vem. Jacqueline bom popeljal v vas. Med tem imata vidva čas, da se spoznata. In zopet, kako da ne spiva skupaj. Saj spita. In tretjič, kaj? Da se bosta grev. Ne, to pa ne. Seveda samo začasno. Dokler ne pridem jaz, ti pa se preseliš v svinjak. Ne, to pa ne. Popolnoma nemogoče. Pa saj je tako preprosto. Preprosto, to je novo. Ljudje ne plačijo okrog po svetu z ljubicami in hodijo prijateljem v hišo. Ja, pa delajo tako. No, jaz še ne. Kako pa ti to delaš? Ljubici gremo njeno lastno. Zanimivo. Hočem reči, jaz nimam ljubice. Nisem te vrste ti. Nazaj pa iskren. Ne moreš. Reci Jacqueline, da se opravičujem, da imam pomembno poslovno srečanje, da sem se spomnil, da si pozabil. Ampak še zmeraj moram reči, Jacqueline, da je Suzan tvoja punca. Zakaj?
Kaj pa naj drugega reče? Jo, no, lahko bi. To je moj edini ali. Ne, ni, lahko bi. In Suzan je že na poti. Vsak hip bo tukaj. No, ona bi lahko. Vsa pripravljena, da ti plane obje. Ne, ne. Črn. In ti bi ga rad izklal? Ja, ne. Moram takoj nazaj v Pariz. Ampak saj ne moreš. Ravno smo to povedali. Obžalujem, ampak res moram. Pa povej po resnici, Robert. Pazi, če ne bom res. Rodno mu je. Zakaj pa? Noče spraviti stvari na dan. Česa? Česa noče spraviti na dan? No, ker bo zdaj ostala tukaj, lahko o tem spregovorimo. Jaz že nekaj časa vem, a veš? Veš? Ne. Vse mi je povedal. Kaj? Meni je povedal, pred tabo pa mu je nerodno. Kaj si mu povedal? Nikomu nisem povedal ničesar. Zakaj zanikaš? Tvoja ljubica je. Kaj? Poslušaj ga, Jacqueline. Vidiš, pred mano je povedal, pred tabo pa noče priznati. Tega nisem povedal. Jaz sem... Poglej, kako je zoper. Tukaj smo vendar ljudje širokega duha. Saj nismo z hruške padli, a ne? Jaz. Danes pa res ni nič več takega priznati tako reč, a ne? No, če ti je na vse zadnje res povedal? Seveda je. Pa priznaj že. Prav, to priznam. Če da prizna, da je čisto sprejemljivo zanjo, če je sprejemljivo zame, da to priznam. Potem, ko si ti ugotovil, da je čisto sprejemljivo zate, kar sem jaz priznal tebi. Tako. Ne, natanko tako. Tako si rekel. Ja, tako sem rekel. To pa že moram reči, da sem osupla. Ja, zakaj? Da je šel tebi povedati. Zakaj? No, kaj se tiče njega in... Suzi. Kaj? Suzi. Meni je Suzi. Jaz grem. Komu je ime Suzi? No, pa povej, Robert. Moram takoj nazaj v Pariz. Kdo je ona? Njegova punca. Njegova kaj? Daj no, stari moj, nobenega razloga nimaš, da bi te bilo sram. Pa povej ji. Njegova kaj? Ne vem, zakaj bi te bilo sram. Tvoja kaj? Suzi. Na kratko, Suzi. Je to res? Ja, model je. Je to res? Ja. Tega ne vem. Ja, zakaj ne? Da ima on punco? Ja, seveda. Ki je ime Suzi? Ja. Ki pride sam za vikend? Ja. Saj to je neverjetno! Ja. To je čisto naravno. Midva sva preživela veliko vikendov skupaj, preden sva se poročila. Se bosta ona pa poročila? Ah, tega nisem rekel, ampak zelo prijateljska sta si. Pa sem rekel, da bi bil vesel, če bi imel tukaj za konec tedna. Ampak, ko je videl, da boš ti ostala tukaj, je postal ves tečen in ti ni hotel povedati. Se mi zdi, da ne. No, pa saj ti to razumeš, a ne da? Začenjam, ja? In kje je ta Suzi? Takoj bo tukaj. Zamudila je v vlak in je telefonirala, da bo ujela šele naslednjega. To je bila ona malo prej po telefonu. Sijajno. Takole, saj je šlo, a ne? Kot vidiš, je Jacqueline zadovoljna. Lahko kar pozabiš, to je trapast zmenek v Parizu. Lepo se sprosti med tem, ko bova šla nekva v trgovino. Ne bi mogel z vama. Čakam Suzi,
vsak hip bo tukaj. On mora ostati tukaj, da jo bo sprejel, a ne, draga? O ja, on mora ostati tukaj, da jo bo sprejel. No, vidiš, no problem. No problem, ja. Ja. Čeprav ni sprejela tako dobro, kot si mislil, da bo. Ampak to je ta Žaklinina morala skrita nekje spodaj. Še nekaj mora popiti. O, kar vzemi, dragi moj. Tega zdaj ne potrebuješ. Se boš v redu upravil tvojo nalogo, a ne, Robert? Ja, zakaj pa ne? Se gre za pesniško svobodo, ne? Kaj? Ah, nič. Navabi še dosti te reči, ko priše ven. Dolga noč bo. O, si pa frajer. A veš ti to? Bo ljubimec ostal ali se bo pobral? O, ostal bo. Medtem, ko bova šla mi dva naprej, bo telefonirčkal in odpovedal tisti sestanek. No, potem pa greva. Tu imaš. Svinja! Nič čudnega, da si mi zamolčal, da prideš. Ni tako, kot misliš, Žaklin. Prisežem. Kako pa je? Ne moram ti zdaj razložiti. Ampak zapomni si, ona ni to, kar bo videti. A je transvestit? Ne. Preprosto je to, da je ona, da sem jaz, da je on moj Bog. On ti ne bo pomagal. Poslušaj me, angel moj. Ne kliči me angel! Obdrži tega angela za svojo Suzi, Buzi! Svinja! No, a to je zdaj to. Dobar večer. Dobar večer. Jaz sem Suzi. Kaj me tako gledate? Si me niste tako predstavljali? Sploh ne. Hočem reči, sploh nisi presenečen. Nido ste prišli. Pripeljali so me. Me veseli. Jaz sem Robert. Robert? Ja, Bernarjev... Ja, njegov prijatelj, ki ostane čez vikend. Ja. To že vem. A ja? Ja, no, ki pa je, no. A ja. Vidiš še nakupiti za večero. Mene pa pusti tukaj, da vas sprejmem. No prav, potem mi pa pokažite, kje je kaj. Kaj? Kje je kaj? No, kje so vse te stvari? Ja. To lahko počaka. Bolj pomembno je, da se najprej vidva dobro spoznava. Da se spoznava? Ja. Zakaj? Ja, no dole bo prav prekletski večer. Mora pa biti pripravljena. To pa že ne bo problem, ljubi. Ne skrbi, take stvari obvladam. Vladate? Po telefonu mi je povedal, kaj potrebuje. Že, ampak... Ne bi bila kar zabava tole, a ne? Zabava ni prava beseda. Zdaj bo tukaj še njegova žena. Žena? Ja, morala bi biti kilometre daleč stran. V zadnjem trenutku si ji premislila. Že razumem. No, žene ponavadi se zakomplicirajo, ne? Ampak ponavadi zelo dobro shajam z njimi. Zdi se mi, da vas vse skupaj ne skrbi preveč. Zakaj pa bi me? Opravila sem že s težjimi situacijami, kot je tale. Res? Ja, družinska slavja, zabave, celo poroke. Poroke? No, človek ne more izbirati samo tistega, kar mu paše. Mora pač tja, kjer se kaj dogaja, ne? Ja, to že tako. Nekako se moram preživljati. Preživljati? Ja. Bernard mi tega ni povedal. Česa? Ni mi povedal, da vas ima pravzaprav na poziv, kot se temu reče. Saj me nima samo on. Imam kar precej klientov. On je nov. Mater! Veste, dan danes je treba poskrbeti za mnogo ljudi. Po takšnih puncah, kot sem jaz, je veliko povpraševanje. Že tako. Zato delam preko agencije. Agencije? Našel vas je na agenciji? Jasno. Ne delam tega iz ljubezni, ljubi. Očitno. Profesionalka. No prav, kje bova začela?
Ja, no najbolje bo, da vam najprej povem nekaj o sebi. To sem pa take stvari. Položaj je zelo delikaten. Delikaten? Ja, seveda, njegova žena bo sedela tukajle, pri isti mizi. Ja. Ja, no in Bernard prav tako. In vi tudi? No, seveda tudi jaz. Ampak, a ne vidite, samo en napačen gib in gre vse k vragu. To so pa nevarna razmerja. Zelo nevarna. Zdaj pa razumem. Brez skrbi, ljubi. Tudi tega sem kar navajena. Več, ko vem, mi ni treba vedeti. Ja, morate vedeti vse osnovne stvari. Zaradi videza. V redu. Ja. Ime mi je Robert Dubedat. Dubedak. Ja. Računovodja sem v Parizu. V Parizu. Živim sam z dvema mačkama na Montmartru. Mačkama. Enkrat sem ločen, stal sem 30 let. Ne kažete jih 30? Res? Koliko jih pa kažem? Najmanj 37. Ja, no, ravno sem prebolel gripo. V redu. Sem Bernardjeva poročna priča. Priča. Moja hobija sta zbiranje znamk in skvoš. Znak? Skvoš. Vozim se s Citroenom in pred pol leta so mi izrezali slepič. Zakaj mi pripovedujete vse to? Ja, kaj je vse to? Vaše operacije pa to? No, videti morate, kje imam brazgotine, če že nič drugega. Ja, brazgotine. Ja, če ne bi spala skupaj. Nisem mislila ostati čez noč. Že razumem. Večer ste nameravali domov. Ja, ponavadi grem, potem ko opravim svoj posel. Ja, ampak vse ni vaše, da opravite ta svoj posel. Ampak prosim vas, morate ostati čez noč. Zakaj? Ja, vi in jaz morava se že rad videti, zaradi njunega zakona. Ja, Bernarda me vse razloži po telefonu. Ja, ampak sploh nisem razumela, zakaj gre. A da niste? Bolj počasi mi prihaja. Se mi zdi, da vam... Želite, da se jaz pretvarjam, da sem vaša? Ja. V redu. Ampak bojim se, da bo za to potreben dodatek. Dodatek? Ni običajni del mojih uslug pretvarjanje, da sem od nekoga ljubica. Že, ampak... 200 evrov. 200 evrov! To je zmerna cena za to, kar zahtevate. Ja, ampak gotovo je tudi vam do tega, da rešite zakon. To se mene pravzaprav ne tiče, ljubi moj. 200 evrov. Ja. Kaj to kje? Ja, a kaj tamle? To je obvoljeno. Kje se lahko slečem? Prosim? No, čas je že, da se lotim svoje vloge, ne? Tega pa ne moram vsem tem. Kaj pa boste dali nase? Ene vrste mehkih predpasnik imam tule. Predpasnik? Kaj čem je? Seže od tukile, pa do tukile. Je to vse? Aj treba še kaj več? Ne. Prosim vas, ne morete se zdaj tako obleči. Ampak taka so pravila naše agencije. Tega notri. Moramo biti obličeni. Tega zdaj Vidva sva. Ona sva. Ona je hotela. Minutivno ga sta oba hotela. No, pa naj jo predstavim. Ja, Jacqueline, to je Suzi, Suzi, to je Jacqueline. Živjo. Živjo. Tam zadaj pa se vali Bernard, moj mož. Bernard, si ti že spoznal Suzi, Robertovo zaročenko? Koga? Mojo punco. Ne. Ja, njegova punca sem. Ne. Poznava se še. Ne še. Ne veseli. Ja. Tako torej, sta se že kako domačila? O ja, saj ljubek ta dom. Ljubka soba. Soba? Ja, Narina soba. Si mi že pokazal sobo? O, tako je plan. Pa ni zmerom tak. Hočem povedati, da je bilo za ločenega računovodjo, ki živi na Montmartru z zbirko znamk in dvema mačkama, pravo junaštvo, ko mi je
mi pokazal brazgotino od Slepiča na zadnjem sedežu svojega Citroena. Iz Kruša, čeprav jih ima že 30, a ne? Kaj je pa hitra? A si te spustila? No, okej. To smo uredili. Kaj pa s temi nenakupljenimi stvarmi? Odnesla jih bom v kuhinjo. A ne ti pomagam? Ti imaš že tako roke. Pa ne vam jaz pomagam. Hvala, nobene pomoči ne rabim. Ampak nekaj moram storiti. Zakaj ne bi preverili, če je brazgotina od Slepiča še na istem mestu? Tako! Kdo ste vi? Jaz? Ja, vi! To je ona! Kdo ona? Ti že veš, kdo? Pojma nimam! Hočeš reči, da ne veš, kdo je? Ja, kaj misliš, da kaj sem ti prej leta hodike makal? Da bi se ugrel? Nisi vedel, kaj hočeš. Hočeš reči, da to ni ona. Kdo? Jasno, da ni. Kdo? Ja, pa če ona ni ona, Kdo? je kdo pa potem je? Se ravno to sem hotel odkriti. Kdo ste vi? Njegova punca sem. Je to res? Ne. Ja, pa je. Ne, da bi samo to, kar si mi rekel, da ne povem, ker si mislil, da se veš kdo. Kdo? Ja, če ona ni ona, je kdo pa potem je? Kdo? Dihni že ti. Dihni. Utihnita oba. Dajmo počasi. To je prosto. Kdo ste vi in kaj počnete tukaj? Mu lahko povem. Ja, povejte mu. Po pravici. Prosim. Suzet sem iz agencije. Iz agencije. Ja, kuharca iz agencije. Morali bi vedeti, vi ste me najeli. Madame. Kaj je že oba žena? Mimo grede, kuharca iz agencije še ni. Ano je, ja. Ja, nije še. A ne? Veste, jaz. Gledali smo posodno okrog, nismo videli, jaz si ja. Stvar je v tem, da je A on. tudi. On ni sledil, niti sledil njej. Ne razumem, zakaj mi... Si razumela, Suzet? Dej, no, in ma boš povedal, da sem... Da si pripravljena pomagati, če ne bo? Stvar je v tem, da sem jaz... Nisem nikjer srečnejša kot v kuhinji. Veselilo je bo, če boš pomagala. A ne da te bo Žaklin? Kar ob tla se bom vrgla. No, a si razumela, Suzet? Dobro, s tem smo pravi. Dobro, popravim. Zacrknit. Čak. Suzet? Ja? Čudno. Kuharci je tudi ime Suzet. Suzan. Kako pa ti veš, kako je ime kuharci? No, se sem... Jaz sem odgovorila na telefon. Rekli so mi, kako je kuharci ime in jaz sem povedala tebi. Včeraj, ko sem najel agencijo, ko sem nakuhal, najel kuharco! Mislite, da so rekli Suzet? Tako je, Suzet je moja... Njeno zelo podobni sta si in obe skrajšano kličejo Suzi. Samo zamešala si ju. Aha. Tako torej. Sta ti in tvoja frendica našla vse, kar potrebujeta s posteljo na čelu. Joj, ravno to smo hotel še omeniti. Posteljo? Veš, zelo nemirno spri. A res? Zato bi Suzi rada spala v drugi sobi. A da bi? Da bi imela več miru. A ja? Bi to šlo. Ja, ti lahko spi v svinjaku. Je to vse, kar imate? Ne potrebujem dosti za svoj posel. Posel? Ja, je. Model igralka, a ni tako Robert? Jo, če ti tako praviš. Nisi to povedal. Glej si jo, no? Model. Pridite, da vam pokažem svinjak. Kaj naj jaz zdaj? Samo svojo vlogo igrajte, ljubica. A se motim, če se mi zdi, da na moje mesto prihaja druga kuharca? Neke vrste, ja.
Lahko bi rekli, da smo prekuhani in prepečeni. No, zato bo pa potreben dodatek. Dodatek? 200 evrov. Kaj? Tako je. 200. No. Ja, takoj. Najlepša hvala. Lepa reč. Živemu človeku se vse zgodi. Briljantno, Robert! Pa kako si jo sploh pripravil, da je sprejela igro? Z 200 evri. Kuhar se še ni? Ni. Ni. No, najbolje, da začnem sama kuhati. Bom pomagala. Dobra ideja! Pa še kako dobra. Nobene pomoči ne rabim. Hvala. Ampak ona je tako dobra kuharca, draga moja. Kako to veš? Robert mi je povedal. Odlično. Cordon bleu. Res? No, v tem primeru... Fino, na vse zadnje se lahko spravim k stvari, ki jo obvladam. Čestitam, Robert. Krasno. Zdaj si kuharičin ljubimec. Na kuharca si se nataknil. Nič ne špijati na tem. Ampak glede na položaj mislim, da ga dobro voziva. Dostaj! Dober večer. Moj ljubi. Ne še zdaj! Žaklin je v kuhinji. O, pardon. Dober večer. Robert, ti lahko predstavim Suzan. Me veseli. Me veseli. Tako je že bolje, angelček moj. Vse najboljši za rojstni dan. Pazljivo s tem plaščem. O, brez skrbi. Vem, koliko stane. No, kje pa si hodila tako dolgo? Na postaji je bil sam taksi, neki šovinistični prasec me ga je pred nosom ukradel. To sem bil jaz. Žal mi je, če bi vedel, Na vse pač. Lahko bi se peljala skupaj. to bi nam prihranilo precej težav. No, pustimo zdaj to. Gospodič, poslušaj, dobro me poslušaj, angelček moj. Iz razlogov, za katere zdaj nimamo časa, da bi ti jih pojasnjeval, smo morali spremeniti načrt. Spremeniti načrt? Ja, ti nisi več njegova punca. Nisem. Ne, Zakaj pa ne? on že ima punco. Katero? Kuharca. Ti ni več kuharca. Kaj pa je? Ona je ti. Jaz? Kaj naj bi bila ti? Kdo smo potem jaz? Kaj naj bi bila ona? In kaj je to? Kuharca. Jaz kuhaca. No, kakšno ste prišli? A veste, koliko je že ura? Že pred 1 uro bi morali biti tukaj. Vi ste bili? Ja, kaj pa je bilo z vami? Sem hodila. Avtobus! Avtobus. To ni nobeno opravičilo. Agencija bi morala poskrbeti, da bi bili tukaj o pravem času. Agencija? Bon appetit. Merci. Agencija za gostinsko oskrbo. Vas niso oni poslali. Seveda so jo! O, ja, seveda sem me. Gostje so mi morali pomagati v kuhinji. Ne jezi se, dragica! Saj se vidi. Pridite, gospodična Suzi. Kako lep plašč. Je vaš? Ne, od Suzije, od Suzene. A jaz Suzene. Ravno sem ga hotel obesiti. Chanel. Moral je stati celo premoženje. 10.000 evrov. Robert je dal za 10. Za njen rojstni dan. Ni tako, Robert. No, vse najboljše za rojstni dan, Suze. Res, vse najboljše, Suzette. Happy birthday, vse najboljše, Suze. Ne, jaz sem devica. Na kakšen način želite, da
prišla. Ja, končno. Zdaj mi lahko daste predpasnik. Je že v redu, Suzi. Daj, tejle, zdaj je predpasnik, tejle, Suzi. Bo ona prevzela. No, hvala lepa. To pa lepe čijo. Dobro. Najprej bomo artičoke v omaki velouté, pa sir soufflé, nato pa teletino a la crème in maline na način pavlova. In jaz bom to skuhala. Ja! Saj ste karton bleu, a mogoče niste? Ne, vegetarijanka sem. A ne bi vzela svojega plašča in si ga obesila v sabo. Moj plašč? Ja, plašč, ki ti ga je podaril Robert. Ja, darilo za rojstni dan, ker si bila tako prijazna in ustrežljiva. Dej, obesi ga tja, da bo napaznem. No, pa res lepa hvala. Na vse zadnje mi bo tale večer še všeč. Ne vem, če bo. Ste mi precej zlovorna. Tudi ti bi bila, če bi zamudila avtobus, potem bi te pa še nadrli. Nonsens. Je pa res nekam fejst za kuharco. Se res, ne zgleda slabo, Morka duš, kakšna godlja tole. Mislim, da se lahko prebijemo skozi na večer, ne da bi Suzan razneslo. Če bo le prepričana, da spalnični dogovori držijo. Kako ne držijo? Ona je zdaj kuharca in kuharca gre po večeri domov. Zavlekli bomo večerjo, dokler ne bo prepozno, da bi šla domov. Potem pa gre lahko spat v hlev. Jaz spim v hlevu. Boš pa spal v svinjaku. Ja, v svinjaku spi Suzette. Že v redu, Suzette je tvoja punca. Čisto naravno je, da boš spal z njo v svinjaku. Ampak jaz nočem spat z njo. Glej, stari moj. Podarjenemu konju se ne gleda v zobe. Pa se ti ona noče spat z mano. Ja pa delaj na tem. Zdaj pa zadosti. A bi mi kdo povedal, kaj natančno naj bi nocoj tukaj počela? Sem kuharca, natakarica, model, igralka, ljubica, prostitutka in svinska pastirica. Vem, da se sliši noro. To je v resnici zelo preprosto. Zboriš si izbrave, običajne delovne naloge. Vse, kar zahtevam od tebe, je to, da se boš nekaj ur pretvarjala, da si Robertjeva punca. Poklicna igralka in model. K nam si prišla na prijetno večerjo, tu boš prespala v svoji lastni postelji, če tako želiš. In zabavala se boš v prijetni družbi. To je vse, na kar moraš misliti. No, naj bo. Samo ne pozabi, da naj bi bila kultivirana predstavnica pariške družbe. Bo to težko? Ni problema, ljubi. Dragi moj gospod, želela bi povedati, da mi to ne predstavlja absolutno nikakršne težave. In sploh, dejansko me bo veselilo, če bom lahko izpolnila vsa vaša še tako ekscentrična poželenja. Sijajno! A vidiš, Robert? V prid majhni dodatni odškodnini. O, Madonna, barantat pa znaš. Zelo prijazno. Ampak precej dolgočasno bo tole počitvo zvečer, a ne bi vendarle lahko malo pomagala pri kuhi. Zelo veseli bomo tvoje pomoči, dokler ne boš pozabila, da delaš to v vlogi gostje. O, pa ti. No, večerja se že kuha. Požirek potrebujem. Dobra ideja. Suzi? Popila bi en dvojni kontrol frappé s tanko rezinco limone. Dvojni kontrol. Kontrol, ne večerjo. Da, draga moja, to je šik drink, ki se zdaj množično pije v Parizu. Nisi vedela? Ne, nisem. O, potem sploh ne veš, kaj se pravi živi. Je že v redu. Izvoli. Dvojni kontrol z limonno, prosim. Robert? Trojno vodko. Strejč. Dvojno vodka, strejč. Hudo. O, ta moj Robert je tak mačo.
pijača, ženske, life, vse zajema za veliko žlico. Ja, utakne kile more. Pogodni še svoj pozdopa, pojdi v kuhinjo, bože. Kako ljubeznivo, ljubimec moj. No, ljubica, a res ni mi česa, s čimer bi lahko prispevala k uspehu te tvoje pisvari? Zelo prijazno od tebe, ampak... O, samo veselje mi bo. Najlepša hvala. No, samo v kuhinjo skočim, da pogledam, če lahko kaj malega pomogem pri kuzini. Hudo. Trojna vodka, straight. Trojna vodka, straight. Trojna vodka, straight. Kakšen prijatelj pa to? Tega sem mi nesel v tvoj hiši vprašal po svojih najboljših močeh. Če je to vse največ, kar zmore, potem me ne bi rada srečala, kadar ni v formi. Dobro, Ben, daj pa zdaj zate. Potreben sem. Se mi zdi, da si. Vse kaže, da sem tam odveč. Suzeti vzela stvar v svojo. Tega si pa nisem tako predstavljala. Je že v redu, če je zadovoljna. Pozneje bo tudi za Suzan dovolj dela. Medtem pa nekaj spi, Suzan. Dobra ideja. Daj dvojni kontrol frappe s tanko rezinco limone. Kaj? Te hvala. Isto bom kot zmeraj. Mojo običajno vodko z maklinom. Brez ledu, samo kapljo vermuta in eno olivo noto, če jo imate. Hvala. No, servus. Jesus Christ! A ne bi mogla malo bolj prepričljivo igrati svoje vloge, angelček moj? Viš kaj? Vso tole potosem sem nadela zato, da bi imela eno luštno intimno zabavo za svoj rojstni dan. Zdaj pa se moram igrati strevalnice med ljudmi, ki prvič vidim. Samo do konca večerje igraj vlogo. Angel moj, potem bom s tabo, obljubljam ti. Kako bomo? Poskrbel bom, da boš imela v noči šnalo zase. In bomo dobro nalili. Spi kot klada, če ga malo popije. Jaz pa spoknem doj tebi. In bomo vjertljiva? O, ne, tega vržem v drugo sobo. Ubogi Robert. Ubogi Robert? Ravno zaradi njega je nastal vrsta kaos. Osti, ampak tvoja tašta je dobila gripo. Kdo pa je zamenjal kuharco za mojo punco? Najprej si ti jo fukal. Dan! Kaj ti je? O, gre gor si probit svečo. Jaz pa grem nazaj v kuhinjo. Jaz bom pa še enega bomba. A nimaš še zadosti? Po večerji boš trtko mama. Zakaj se ti sekiraš? Cel harem imaš okrog sebe. Ni, draga. Verjemi mi, da ni tako, kot zgleda. Kako pa je? Mislim, da je bil najše precej podom, da so se skušala spečati tvoje lastno streho. Z Bernarjem v hiši. Ne moraliziraj. Nič nimaš proti, če to počneva v Parizu. Tu je nekaj drugega. Potim te, Jackie, v težkem položaju sva. Ne vidita se zame. Navajena sem takšnih delikatnih položajev. V Parizu jih imamo kar naprej. Prišla sem samo vprašati, če naj pogrnem mizo. Domnevam, da bomo jedli tame. Še sem prav razumela v košnjaku. Tako je. Hvala, zelo prijazno. Vse potrebno boš našla v Hrastovi kredenci. Vse to prepustite meni. Viščo roko imam za žongliranje s kitajskim porcelanom v kurji kljetki. Moram priznati, da imaš res izbran okus za svet. Srežen, da to ni moja ženska. Kaj pa potem je? Babina! Ona je. No? Ona je dejansko. Kaj? Dečakinja. Kaj? Res je. Ne me imeti za noro. A bi jo pripeljal sem, če bi bila moja punca.
Zdaj vidiš. To se pravi, da je ona pravzaprav, Ja, da mi v resnici ni? ne. Zakaj nisi prej povedal? Ja, Benaj bi pa nisi imel priložnosti, Benaj bi ves čas zraven. Angel moj, kako bistro. Ja, precej bistvo se mi zdi. Kako sem vesela tega. Zdi se, da ta delikatni položaj postaja vse manj takten. Je že v redu, ne skrbi, Suzel. Vse okej vidim. Vse? Ja, vse. Pomeni to, da veda smo v resnici. Moja nečakinja. Tvoje nečakinja. Ja, nečakinja. Kot po navadi. Kot običajno. Že prav. Tvoja nečakinja. Stric, a lahko še en drink? Striček moj, prišla sem ti povedati, da je vse cool in da bo večerja čez 10 minut. Ampak to je spet odvisno od nadaljnjih družinskih razodetij in pornografskega razvoja. Kako sem srečna. Zdaj grem samo še gor, da se preoblečem. A ne se tudi jaz povlečem. Ne, angel moj. Ta obleka je čisto v redu. Ne bo dolgo, ko boš brez nje. Nevarno igro se greš, stric. Ne mi reč. Pa razumim. Samo zadnja si moja nečakinja. Kaj si pa za onega? Moja ljubica. Zanje. Kuraca. Tole je pa za Oskarja. Nisem prepričana, da je ta ovaka samo te uspelo. Vedo ti, kakokoli že. No, ne gej mene, ti si kuharca. Jaz pa res nisem kuharca, kaj pa potem delaš tukaj? Dobro, vprašanje. Morata se iz tega uničiti. Morata igrati naprej. Ja, zakaj? Ja, zakaj pa? Ja, no, ti, ki boš plačala, ti pa, ki boš porožena. Tako še veš, kot sta si postali, tako bosta ležali. Mislim, moj Bog. Kaj mi stari, srčkali. Striček? No, dekleti. Kako je? Je vse v redu? Ko ja. Obe razumete svoji vlogi? Ja. Jaz svoj ne bom več vlogo igrala. Ljubica, angelček moj, samo malo pa bom vse vtipkal. Suze, samo malenkost še. Ne mi reč, tvoja ravno izgubljena hči sem. Je v resnici. Prikrita, prima balerina. In moram preločiti v svinjaku s 3 tvojimi nečaki. Prvo nagrajenim bikom in krdelom prašičev. Ne, ni čisto tako. Želim, da pustiš Roberja tja v tvojo sobo, da bo imela Suzan tistole tamle. Tale plic pa postaja res drag. 400. 400. Podvojila je. No, Suzan. Ja, Suze. Kaj boš dala nase za kvečerji? Vse, kar imam s sabo, je tam notri. Oglejmo si. Ne verjamem, da je v redu. Oglejmo si, pa bomo povedali, če je v redu. Dobro, če tako hočete. No, vidiš, saj je. Modle, spalnicami smo uredili. Niso spalnice tisto, kam skrbi. Ja, kaj pa je? Ja, kaj bo s to pregledo večerjo? No, dajte se. Ja. Grem gosti, trpet zdajce. Nešto treba zdaj v kuhinjo. Polna omama. Ti je všeč, angel moj? Ja, oba.
Kako ganljivo. Veš, kaj to pomeni? Da sem se blazno zajebal se resni. Narobe, našla sem jo v žepu Bernardinega sukniča. To pomeni, da se nisem tako zajebal, kot si mislil. To pomeni, da je ona Bernardina priležnica. Kar si ti veš nasvedil. Pomeni, da si vas večer ščitil tega prasta. No, Jackie. Ja, to pomeni, da ste imela načrt, da bo imel on tukaj ves vikend svojo konkubino. Istočasno pa boš tudi ti v hiši. Nič slabši ni obnaril. Ne more vam svoje Bernarde, da je ena ljubica, ki se je pretvarjala, da je moja ljubica, da ti ne bi vedela, da je njegova. Vedel, da sem jaz v resnici tvoj ljubibec, ki se je pretvarjala, da je njen ljubibec, da ne bi posumil Bernard. Posebno še, ker se je njegova prava ljubica vse čas pretvarjala, da je ne... Pretvarjala, da je kdo? Ne vem več. No, ljubimec, tole ti bom povedala. Nobena ljubica ne bo prišla bolj na svoj račun od te ljubice, ki je v svoji lastni hiši. Zato bom poskrbela. Zdaj, čiste? Ne vem, če je čiste, pa prikleto megleno. Mogoče pa malo manj gestikuliraj, če je mogoče. Zmanjka mi bo srajc. Čim? Ja, misli, da je Suzette? Suzette? Ja, misli, da je Suzette? Kaj? Ne moreš biti tako oblečena. Gostja si, ne natakarca. Povedala sem, da je to edino oblačilo, ki ga imam s seboj. Saj to je brezupno. Moramo nekaj storiti. Pomagaj mi, Robert. Kaj, ja mislite, da vam mil? Za začetek gre tole praš. Ja, pa še tole. No, pa pograjmo. Bernard. Ja, pa še tole. No, obrni se. Tako. Robert, bluzo. Ja. Ej, kaj se predstavljata? Daj mir. Tole. Pa še. Ej, zato hočem da še nekaj stojevov. Ne omenjaj mi več denarja, sicer ti potegnem dol še vse drugo. Robce gor. Tako. Robert, daj krilo. Ja. No, vrni se. Dobro. Ja. To je že bolje. Šik tole, a ne? Ne vem pa, če se mi sploh lahko vsi. Za večerjo pa ne bo prosula. Oma dala večerja. Moram pogledati, kako gre Suzano drog. Dole je odnesel. Bernard, naj ti povem. Bože. Ja, pa Jacqueline misli, da je Suzette. Veš, prav lahko bi se navadila na takšno življenje. Veš, ljubi moj? Stric. No prav, če že vztrajaš. Kaj praviš, da je mene incestku, striček moj? Na pol Chanel. Chanel! Au! Kaj pa zdaj to? Večerja!
na drug. Je mi kašno. Pa ne da bo zdaj kava. In konjak. Za tamo nečakinja. Ne, za tamo srečenja. Krasen večer. Prosim, ti nadiješ konjaka z malo sode, ljubica. Viš, da srčece. Hvala. Gorim. Goriš! Nobene sveže slajce nimam več. Grem dol oblič to tapljaško obliko. Jasno, da sem vedela. Ves čas. Ves čas. Kako si vedela? Našla sem odraz. O moj Bog. A je to kar ignorirala? Jaz bi... Ja, situacija je res težka. Zastopila bi oba, to bi naredila. O moj Bog, pa Jani si res naredila tega. Česa? Zastopila mi čevlje. Ni mi bilo treba, to si že ti naredila. Storila sem vse, kar sem mogla. Kaj bi ti storila z Roberto nečakinjo? Jaz bi... Odkot pa zdaj Roberto nečakinjo? Ti še tega ne veš, a ne? Njegova nečakinja je. Kdo? Ona. Sta plesala barbika tamle. A kuhaca. Ona je dejansko ljubica od mojega moža. Kaj? Ja? Imam dokaz. Da spizdijo? Ja, brez dvoma. Njeno ljubezensko pisemce njemu. Ampak ona je z Roberjem. To je samo krinka. Robert je pripeljal sem, da bi prikril dejstvo, da ona v resnici spi z mojim možem. Ti prasec. Robert ali moj mož? Oba. Ubila ga bom. Kako to misliš, ubila ga bom? Mislim, ubila bi ga, če bi bila ti. Zdaj ga bom? Odgana. Prašič. Prasec. Svinja. Razmajem se, saj je moj mož. Ampak kako je lahko to naredil nama? Mislim, tebi. Ti si, kot je videl, če dala skozi tako reč. Čisto sem preč. Gorim. A grbiš? Pa kaj je zdaj to? Ti tudi goriš? Moram grbič. Pa še stuširaj se, zmrzlo vodo. Kaj pa se tebe tiče? Greš lahko v kopalnico in se ubiješ? Glej, Sijano, tukaj sem gostja. Se grem umit. Zdaj se pa boljše počutim. Prej si mi rekla, da mi boš povedala, kaj bi ti naredila v takšnem položaju. Sem ja. Veš kaj bi jaz? Kaj? Vrnila bi mu milo za drago. Kako? Našla bi
Ljubimca. Ljubimca? Ja. No, med nama povedano, Ja? sem to že naredila. Si? Perfektno. Pravzaprav sem ga prehitela. Ampak kaj vedel? Ne, kaj? Ko se je on zapletel v afero, Ne, potem zanj absolutno ni upravičila. ni ga. Dobil bo, kar si zasluži. Ja, bo. Medve pa bova poskrbeli, da bi res dobil. Bova, ja. Kako pa to se mi zdi, pa precej prizadeta zaradi vsega tega. Punce moramo držati skupaj. Imaš prav. Upam, da me ne bo noben več pošpical. Potem nimam več kaj obleči. Nekaj delaš, Alex. A se mi prav zdi, da sem nekaj zagrešil? Ne vem, a si? Mislil sem, da sem se obnašal brezhibno. Ej, kako je ful. Tako nedolžen. Kaj? Nič, dragi. Ne naprej se še obnašam tako brezhibno. Kam pa greš? Grem dat nase nekaj bolj udobnega in zapeljivega. Zapeljivega? Zakaj? Če bi me slučajno hotel kdo zapeljati. Kam pa? Čudno se obnaša. A ja? Šubiti, tjubiti, da! Vse ve. Ve? Vse ve. Vse? Ja, Kako je zvedela? dokaz ima. Kakšen dokaz? Ljubezensko pisemce. Bog, zakaj pa nisi zanikala? Zanikala kaj? Vsega! Nisem vsega vedela, ampak zdaj vem. Svinja! Kaj si pa takega rekel? Kakšen cinik. Pa se je res mislil, da ti bo to ratalo. O čem ti to? O tebi in Robertovi nečakili. Robertovi nečakini? Boš spet zanikal. Zanikal kaj? Da spiš jo! Spim! Niti vedel nisem, da ima Robert nečakinjo. To se nehala in... Pravka se na budno zvečerjo. Koga? Tistole, kuho kaže. Kuharca! Tistole ni kuha za budjaz. Čakaj. Kaj misliš s tem, da ni kuharca? Ne blefiraj. Povejte, da mi vse vje. Suzan, kako hudičala ti veš vse o njej, če niti jaz ne vem, da ima Robert nečakinjo. In kako hudiča bi Robert lahko imel nečakinjo, ki je tako ali tako nima. In kako hudiča naj jaz spim z njo, če spim s tabo. Robert pa spi z njo, če tako in tako ni njegova nečakinja. Ja, Kaj? Kako ja? ja, njegova nečakinja je. In ja, ti z njo seksaš. In ja, z mano seksaš istočasno. In ja, krone osusi. Tvoja žena mi je vse povedala. Saj to je že bolno, znaro bom! Čakaj malo. Ljubezensko pismo. Omenila si ljubezensko pismo. Ja. Tvoje meni. Ne, njeno tebi. Od Žaklin. Od Robertove nečakinje tebi. Ampak se ona ne ve za nanju. Pač pa jaz vemo ne, Kaj? da ima ljubimca. Robertova nečakinja ima ljubimca? Bedak, tvoja žena ga ima. Žaklin? Ja, Kako veš? pravka mi je povedala. Tega ne verjamem. Ni tako smešno, ko gre zate, a ne? Moja Žaklin. Ja, Moja mala Žaklin. Ona tega ne bi. To je! Ubil ga bom!
pižam. Tisto bi jaz tako vprašal, recimo temu. Tebe? Se mi zdi dobra ideja. Ima kdo kaj proti, če se še sama možno pižam? Ideja večera. Ne obetaj si preveč. Suzana! 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 Ja? Pridi sem! No, kaj je zdaj s tem, da je kuharca tvoja nečakinja? Jaz nimam nobene nečakinje. To vem! Ampak Jacqueline misli, da jo imam. A Jacqueline misli, da jo imaš? Uma moja... Zakaj Jacqueline to misli? No, ker... Ker nisem hotela, da moj mož zve, da je Robe moj ljubimec. Kdo je to? Kaj? Ti imaš moža? O ja, imam. Madonna, Nikoli ga nisi omenila. Nikoli me ni noben vprašal. In kaj bi najbolj švental Roberja, če bi zvedel, da ne bi bila njegova punca? Sveta nebesa. Sem mislila, da bi bilo za vse tiste, ki ni treba vedeti, da je moj ljubimec, bolje, če mislijo, da je moj stric. O, to je pa zelo bližno od tebe, Suzana. Ja, zelo bližno Suzana. Hvala, to mi da še 200 evrov. No, ampak samo če obljubiš, da ne boš navolila možu, da me ubije. Zdaj ni še nobenega ubim. Še dobro. Samo sem pa tja je komu kosti polomil. Čakaj. Nečesa pa še zbiraj na razumem. No, kaj je zdaj s tem, da bi jaz imel razmerje za tvoje nečakinjo? S kom imaš razmerje? Zakaj pa? Se ravno to bi rad odkril. No, prosim, ko odkriješ mi povej, ker bi tudi jaz rada vedela. In moj mož. Mislim, da bi jaz znal razložiti. Vi? Ja, Jacqueline misli, da imaš ti razmerje s Suzette, ker je našla tvoje sporočilo od Suzanne, v katerem se ti zahvaljuje za plašč, za katerega si ti podaril Suzanne, za katerega pa Jacqueline misli, da si ga jaz podaril Suzette. Kako? Tole imam tako. Jacqueline je našla moje sporočilo? Ja. Razumem. Ne razumem. Kako da ne? Kako je vedela, da je bilo sporočilo zame? Našla ga v tvojem žepu. Razumem. Ne razumem. Kako da ne? Zakaj je mislila, da je sporočilo od Suzette? Ker smo se pretvarjali, da je plašč Suzette. Ja, zdaj razumem. Ne razumem. Kako da ne? Pa zakaj je sploh brskala po mojih žepih? Zakaj pa ne? Jaz vedno brskam po žepi svojega moža. Moja želja že ni taka, mi zaupa. Baba neumna. Kako je tvoj žep? Našla ga je, ko je dala sušiti tvoj rekel. Skrbna žena. In besna. Začenja se mi spita. Zato je prisknila sodobave. Vate tudi. Kako vate tudi? Misli, da je izpolnila meni. Te je polila sodo? Še huje, zledo me je. Zakaj? Verjetno iz istega razloga, ker misli, da sva ljubimca. Že razumem. Nič čudnega, če trpi. Čakaj malo. S kakšno pravico pa ona trpi? Kaj? Jaz imam pravico, da trpim. Pravzaprav bi lahko popizdil. Pravzaprav tudi sam popizdil. Zakaj? Vse vem. A veš? Ja. Nič drugega nima kot en košček papirja. Jaz imam pa dokaz. O svoj nezvestobi. Ne, vedaj kot njeni. V njeni. Ja! Vse vem! Veš? Ja, prav pred mojim nosom! In povem ti, da bom nikaj zloril! O moj Bog! Ne kličite ga, prijatelja moja! Tako morim
tako tragično. Pozvem, kdo je? Ga bom na koščke razsekal in v svinjaku pribijal na zid! To ni lepo. Zvedel, kdo je? Ja! Hočeš reči, da ne veš, kdo je? Seveda ne vem! A misliš, da bi bil takšen živ, če bi jaz vedel? Še ne! Veš, da mi nekdo za hrbtom tuka ženo? Pa je vse, kar lahko rečeš. Tako je! Kurbir, To je že bolje! zasluži si, kaj boš bil. In tudi dobil bo! Na koščke ga bom razsekal! In v svinjaku! Se odločila, da je prišel čas, ko bomo vse razkrili. Ja, v glavnem vse. Vse o tebi bi. O kom? O njej in tebi. Kaj? O njej in meni. Sploh ni Roberjeva punca, ampak nečakinja. Pa smo spet tam. Ki nima nič s tem, ampak ima razmerje s tabo. To je že kot stara plošča. A zanikaš? Nič ne zanikam. Vidiš? Žaklin, najdražja moja, mislim, da si zgrabila palico na nepravem koncu. O, to pa že vemo, kdo koga za čigavo palico drži. Ampak to je pa že vulgarno. Bi nas pustila same suditi. Ja, če tako želite. Imam dokaz. Dokaz! Hvala za ta čudoviti plašč. Ti moj čudoviti moški. Ne vem, o čem klevetaš. A ti veš, o čem govorim? O, on že ve, o čem govorim. Samo da on ne daje čudovitih plaščev svojim ljubicam. A ne, Robert? No, Jackie, On ti podari usrane rokavice. veš kaj, prav lepe so bile. Nič. Dragi moj, Jackie, Tiho bom! meni sta vedno govorila, da je zakon skupnost, ki temelji na enakopravnosti. Ja, seveda sva. No, če je tako, potem mi je popolnoma fair, če imaš ti ljubico, da imam jaz ljubimca. Jacqueline, Tiho ti! Ni tako? Dobro. Če bi bilo res, da imam ljubico, Ja. potem v takšnem položaju No, lahko proglasiš svojo akademsko pravico, da imaš ti namišljenega ljubimca. hvala. o, Jacqueline, Tiho ti. No, če je tako, kot sem rekla, da vem vse o tvoji mitološki priležnici, je čisto prav, da tudi ti veš za mojega iluzornega ljubimca. Mi hočeš reči, da imaš ljubimca? Yes. prosim, Jacqueline. Kdo je? Ubil ga bom! Ljubiš? Jajca! Kdo je? Ne, On? Ja, Robert? točno tak. Je to mogoče? nonsens. Je to res? Seveda ni. Ker če je, Jaz ti tega ne bi naredil. Če bi bil jaz, pa nisem. na koščke te bom razsekal! In v svinjakina! Stoj! Stoj, Kepsi! No, kaj je? No, še so mi več kaj. Kuhac. Je končala? Kuharica. Ja. No, mislila sem, da bo ostala čez noč. Za koga pa vi? Ja, zato rečem, hvala. Evo bi ne palijo. A vas lahko vprašam, kdo pravzaprav ste? Jaz sem Žož. Žož. Zdaj tega, kaj ne veste še, veste. No, zanimivo. Ko končam, mi ne pogleda, če
je naša Suzi že fertig. A je fertig? Mislim, da smo tu še vsi fertig. Kaj? Dobro je končala. Evo. Ste vi tukaj šefica? Odvisno od tega, kaj točno mislite. Je hiše? Ja, šefica te hiše sem. In tudi njega in žena od tega ne. Se imate pa kar fajn. Ne vem no, kako to je. Kaj? Imate ljubimca svoje žene v hiši? Če bi bil jaz na vašem mestu, bi ga ubil. Saj ravno to se mi je rado. A hočete, da vam pomagam? Ne, hvala. Sporočil vam bom, če bo potreba. No, če je končala, kje pa je? Kje je Bernard? Kdo? Suzi, ne? Šla je. Šla? Šla, ja. Zakaj? Ker je bila fertik, pa je šla. Šla, pa. Šla. Ona že ne šla. Zakaj ne bi šla? Vida pride. Ja, mogoče pa zaradi tega šla. Šla je vam naproti, da se srečata na poti. Naproti. Ko je gledal, kaj ne pride? Mora biti tukaj. Mogoče je pa zgoraj. Zgoraj? Suzi! Pa ni jaz zgoraj. Pojma nima, sanja se mi ne. No, tukaj je. Ej, pa me že piše. Prišel te je iskat? Iskat? Ja. Zakaj? No, ker... Kdo je to? Kdo pa naj bi bil? Sprašujte mene. Vaša žena je. Moja žena? Ja, vaša žena. Kuharca. Bole, dolgo to ni moja žena. Pa tu ne zgleda kot ena kuharca. Madonna. Ja si dolgo to ne pustil, da kuha takole oblečena. Imate kaj proti? Sploh ne. Kdo res gledate? Kje pa je moja Suzi? To je Suzi. Pa ne moja Suzi. Ampak ni. Mogoče ste pa prišli v napačno hišo. Da ne roči mene išče od druge, zdaj pa je čas, da ženo odmelem. Ne. Kje pa pa je? Ne vem. Tukaj ni. Definitivno ni. Res je še ena Suzi tukaj. Aha. Ampak tista ne more biti vaša Suzi. Kaj pa ne? Najprej zato, ker ni kuharca, temveč je igralka. Res je. In drugič, ker je nečakinja od tega ne gospoda. Tretjič, ker je ljubica od mojega žena. Zelo zabavno. Pa je gospodinstvo, kaj imate tukaj. Ja, Anela. Dobro što? Zakaj? Da imate dve Suzi tukaj. A zložimo to? To je kar pogosto ime Suzi pri nam. Ja, da so tile Suzi poznam. Tukaj od to. Kot muhih je. Moja Suzi je ene pokle visoka, ene pokle široka, dolgo črno kiklo in zapeto rdečo bluzo. A ne, to ni naša Suzi. Naša Suzi je višja bili. In občutno vitkejša. In v zelo kratkem krilu. In zelo globokim izrezom. Ne, to ne more biti moja Suzi. Če bi se tako oblekla, bi jo ubil. To ni vaša Suzi. Veste, gospod, jaz bi poskusil še v kakšni drugi hiši. Ja, večina je tukaj. Prav taki. Povsod prirejajo večerje. Ja, ljudje se ražina, da se No, končno. bravo! Pusta me! Zdaj grem. No, pa smo pri koncu. Je še kaj? Suzi! Šarži! O, Madonna! Sem vedel, da si tukaj. Seveda sem tukaj, roža moja. Sem vedel, da ti ne prišla. Kam ne bi šla? Zgleda, da so tile ljudje mislili. Rekli so mi, da... Čak, nomer! Zdaj pa udiš. Najprej so rekli, da si odšla. Ne, še sem tu. Poj si rekli, da si zgore. Ne, danes sem bila. Poj so rekli, da si v drugi hiši. V drugi večeri. Ne v tej hiši sem. Kuda?
Kaj pa pojme sta cirkus? Tale je rekla, da si glavka. Seveda nisem. Kuharca sem. Rekaj tudi, da si nečakinja odtegale. Ne bodi neumen, roža moja. Rekaj tudi, da si ljubica odtegale. Zelo smešno. Zakaj si pa poj takole oblečena? To je zelo dolga zgodba. Zakaj so pa oni takole oblečeni? Višaj, stari boj! Ne diven, stari boj! Ujete se rak. Boj sem vedel, ma ne vedel. Za Bogu sem na tukaj neki ne štima. Gor po štengah, pa dol po štengah, pa lupči, pa lupice, pa eče sluzga. Tole tukaj je nadaljevana ognja. A ne, ne. Moja Suzi pa na svet tega. Vi ne razumete? Jaz še tu ne razumem. Lepo, udam se. Če te spustimo, roža moja, a boš dal mir? Ja. Obljubiš? Obljubim. Kaj se dogaja? Sem ti že večkrat povedala, roža moja, ne smeš tako podivjati. Vse skupaj je samo igra. Ja, igra, ki se jo tile ljudje po večeri radi igrajo. Reče se ji srečne družinice. A ni tako, gospod? Ja! Srečne družinice. Poglej, vsak od njih se dela, da je povezan z nekom v družini. In medtem, ko ima istočasno skrivno zvezo z drugim. Potem pa vsi uganjujejo, kdo je s kom in kdo ima s kom skrivno zvezo. In več ljubimcev je, več razmerij, več točk dobijo. Je tisto, ko zmaga? Ne pošpricajo ga. To je to. Ja, Igra. ja. Tale ni zares tvoj ljubček? Ne. Tale ni zares tvoj stric? Ne. A da ni? Neka vrste daljni stric. Moja mala Suzi. Ti moj veliki noče. No, poj pa, če ne rabite več njenih uslug, Ne, zgleda, da jih ne. Lahko greva, roža moja, samo ko stvari še skočim. sicer pa zgleda, da ste tako tu že vsi pripravljeni za spat. Ja, samo se še nismo odločili, kdo bo s kom. Oni se pa dobro stiskali. Prekrasna poklica. No, pa lahko noč. Panorama, kažite agent. Hvala za čudovit večer. In za ta prelepi plašč. Saj ni omembe vredno. Ta je pa dobra. Najlepša hvala. Kaj? Mislim, hotela je reči, da je dobro, da sta šla. No, kje smo že vstali? A ja, kaj je s tem, da ti in moja žena? Ne. Bernard, pa nisi verjel menda tistega. Se nisi mislil, da misli resno? Nisi mislila resno? Seveda ne. Si se hecala? Seveda se je. Ja, seveda sem se. Zdaj sem si mislil, da stari loker nikoli ne bi bil sposoben narediti česar takega. Hotela sem ti samo vrniti milo za drago. Razumem. Ne razumem. Kaj? No, kar se tiče tebe in Roberjeve nečakinje. Razumem. Ne razumem. A ja, kaj je zdaj s tem, da je tvoja nečakinja? Kaj? Hočeš reči, da po vsem tem ni tvoja nečakinja? Ne, Niti tvoja ljubica? ne. Samo kuharca? Ja, samo kuhaca. Kdo pa je potem ta? Njegova punca je. Ja, Ja. In zakaj si ga pripeljal sem? Zakaj
pripeljati k nama svoje punce. Ne, zdi se mi, da ga ni. Tako. Ampak nečesa še zmerom ne razumem. Česa? Če je njegova punca, Ja. zakaj se je potem pretvarjal, da je kuharca njegova punca? Kuharca. Ja, in tisto, da je njegova nečakinja. No ja. Robert, daj kar ti povej. Ja, tako nekako je. Veste, jaz nisem vedel, da pride kuharca. Zato sem sklepal, ko je prišla Suzette, da je Bernardjeva ljubica, ki se je prikazala tukaj, ker bi morala Jacqueline pri svoji mami. In ko sem zvedel, da Jacqueline ni pri svoji mami, sem predlagal Suzette, ne se pretvara, da je moja punca, da ne bi pozumel. Ampak Suzette pa je sklepala, da si ti v resnici moja ljubica, in da sem njej povedal, da naj se pretvara, da je moja ljubica, da ne bi pozumel mena. Potem pa se je prikazala Suzanne, ki je bila moja punca, in zato sem rekel, da je Suzette v resnici Bernardjeva, da ne bi posumila Suzanne. Ampak in od trenutka, ko je Suzette predstavljala mojo ljubico, da ti ne bi nič posumila, se je morala Suzanne pretvarjati, da je kuhac, da ti še zmeraj nič ne posumila. Ampak se ti je Suzette, da vas ki